Mi imamo eno izkušnjo v mojem stanovanju, imamo eno bitje, ki pa vsako jutro se odloči, da bo šprintal po gor. To pa tudi je. Mačka, pes? Ne, otrok. Tukaj bi mogel priti naš džingl, samo ga še nimamo. Let's go! Dobrodošli za najbolj špakšoveni podcast, like, comment, share in subscribe. Danes z vami Rimanič, njegov klon Jure in David Gorinšek. Danes z nami Jure. Zakaj si obleko isto kot jaz? Prvo Rimanič, to je moj stil. Da, Jure, to stil. Lej, če boš kdaj imel laneno srajco, Matej, lahko? hlače take Matej, bež, to je od Jureta stil. Tako da, ko greš v trgovino... Dansko isti, čist isti srajc. Matej, samo malo. Lahko ti kopiraš moj stil, ampak mojih requestov ne moreš. Kaj zdaj to pomeni? Saj bi rekel, moje prezence ne moreš, mojega swega, moje drže ne moreš. Tudi uri imate v vas revrni tega. To pa si ti kopiral za mano. Govoril sem ti 1 leto, nabavi si fucking... Kopiral za tabo moje ure je klesi, tvoje je diver. Ali kaj je to tvoje? Moje ure ni več, se ne da več nabaviti, stari. Ja, hvala Bogu. Dej, Jure, shut the fuck up, gospod, to je na srajca, ene hlačemo, ne. V glavnem. Ker z prve se skregamo, ja, volite kurac. Ja, nismo se videli en Kaj cajt. hočeš ti? Jaz bi se menil. Kako smo kaj, Jure? Pa v redu, vroče, moram priznati, ti sem rekel Mateju, da kupimo klimo, on je pa striktno proti temu, tako da ja. Proti klimi si, zakaj? Ja, zakaj? On je rekel, da lahko damo ventilator. Ne, pač jaz tako obožujem, kako on samozavestno laže po svetu o stvareh in si verjame, stari. Shut the fuck up. Če kdo ima klime, sponzorsko klimo, se priporočamo. Lahko jo damo tle tako, da piha. 4. gost, klima. Se to ne nek strošek, to je kaj? 400 €. Ja, 400 €. Da ti en prija sem zmontirati, bolite kuriti. Ma tle bi mogli imeti eno veliko, imamo velik plac. To je, ne? Ali pa zmogljivo. Ja, mislim, bolj ko je močna, lahko tu je majhna, ne? Saj. Ja, jaz imam čisto ono obično, pa me celo stanovanje suši, pa tudi ohladi, doma imamo polno premično, ker furaš, pa imaš kar rov. Govori še malo bolj v mikrofon, edino, daj si ga prav pred usta. Ja, ne, gospod, preden smo začeli, ne, je rekel, jaz delam na radiju, jaz znam z mikrofoni. Ne, tako, veš, ko gledaš sem boljše, da imaš mogoče Lej. tukaj. Lej, kamorkoli delaš, lej. Če bo slab audio, prijem še enkrat vse voice over narediti. Ne, lega, Ja. to ga premikaj. In lej, pred usti, lej, ki so moje usta. že tik video. Ne, lej, ki so moje usta. Lej, ližem ga, stari, skoraj. Lahko ga imaš tako blizu, raz. Ja, in tako blizu ga mej. Dobro. Boljše. V glavnem, jaz sem včeraj bil v enem kafiču in kafiči imajo QR kode za skenirati. Ne? Ja. Prva stvar je bila to, da med menijem, ko pač scrollaš po meniju, je bil spot za oglas, je pisalo 50 €, lahko daste vaš oglas sem. Tako da zdaj prihajamo v dobo, ko boš pač še kavo gledal in mogu čakati 5 sekundni oglas. To je že bilo, stari. Ta je bila prva, čaki, in druga, nekdo jim je nekaj naredil s to QR kodo, da te redirekta na porniče. Tako da, ja, provali smo naročiti en drink, dobili smo 2 dobre bionde. You only yolo once, ali kaj? Ne sem včasih je bilo, ne vem, ko sta malo mlajše, včasih si imel pizzerijo in si imel tak papir, si imel, ko si se usedel, kot pogrinjek. Ja, In je bilo tako ono, masaža, številka. ja, sponzori. Ja, to je bilo že 20-30 let nazaj. Dobro, to imajo še zdaj. Ja, jaz sem Ma zdaj ne. to videl v Picikatu. To je prtiček. Ja. Na prtičku me ne moti, ma ne na meniju. Da jaz ti scrollam meni in moram gledati to glase Ja, vmes. dobro, zdaj ne več prtičkov, ne? Ja, prtiček ne, bo tam se kaj gledam, gor prije krožnika mi briga. Ma, ne na meniju. Dobro. Glavnem. Kaj bi kaj tvoj teden? Moj teden, danes je, kaj danes, sobota. Moj teden je bil super. Kaj Kje sem si delal? kaj bil na izletu? Včeraj sem bil na izletu v Škocjanskih jamah. je Smo šli z mojim bratom, njegovo punco in z mojo punco. No, šli smo tako na en izlet in smo šli v Škocjanske jame, nekaj pojesti. V jamah je lepo, ker je hladno, moram priznati, 14 stopinj. Lepi so te stalaktiti, stalagmiti. Ne? Veste, Kajpak. kjer je stalaktit, kjer je stalagmit? Stalaktit je od zgoraj dol in stalagmit je od spodaj gor. Zakaj? Kako veš to? Zato, ker T je tako na dol in M je na tako. In je od spodaj. Kako pa Da se si reče, zapomnil. kako pa se reče, ko se združijo stalagmit in stalaktit? Kako, Jure? Steber.
Wow. Ja, Pazi. mar. Kar je dejansko res zanimivo, je, da raste ta kapnik, ne kapnik, ko se reče. Ja, kapnik, je kapnik. Kapnik je. Kapnik. Kapla. 1 centimeter na 100 let. Jeez. In pol prijeno bodalo, bo tole Ja. naredil, fertik. Evo, 100. Fuck you. Fuck you. Ja, ne, to je res zanimivo. No, v bistvu, jaz sem to ugotavljal, v bistvu vodni kamen at the end of the day. Loki. Tako da nič takega, no. Ne glih isti, ja, ampak ja. Kaj je razlika? Načeloma isti koncept je, ne. Nabira se. Nabira se vodni kamen. Tako se ti na šajbi odtuša. Ja, ja. Tako da Jaz nič poznam posebnega. ta stalagmit, stalaktit, sam iz enega komada, enega kantautorja, ko mislim, da je Skozja. Jenki. Poznaš slučajno? Refren gre stalagnit, stalaktit, porin si ga urit. To je refren 4-krat. Če ima kdo preveč časa in hoče ful čudne komade, naj ga pogugla Jenki, pa stalagmit, pa je to. Še en fun fact o stalaktitih. Votli so notri. Stalagmiti pa niso. Ha, da bi si mislil. Zanimivo, a? No, samo to še povem, no. Dropam sem knowledge. Okay. Za vse osnovnošolce, ki boste imeli to naslednje leto. V 4. razredu. V glavnem, danes z nami tukaj še David Gorenšek, je komik. Komik, stand-up. Je še kakšen vrste komika? Pa ja, imaš te vicmahere, pa te pičke materne. Stand-up je pač žanr komedije, ne. Te, ko so skeči, skeči niso stand-up, so pa komedije. Ok, daj si to, kaj ti začel delati. 6 let pa pol nazaj starim. Domo, to je kar... Ful samozavesten, ful pogrno. Koliko si star ti? 34, sem bil aprila. Okay. Ja, ker pozno sem se odločil, ne, pri 27, ja, po 27. rojstnem delu, mislim, da, če sem se prav zaračunal. Prej smo imeli neke bende, prej smo imeli neke pičke materne, nikamor ni šlo, po smo tole probali. Ok, kako to? V bistvu me je zdaj bivše spomnilo na to, da sem že to pred 22 imel nekaj napisano, pa da sem se neke skrible delal in potem sem najdel ta file, ta papir dejansko sem najdel med korono, ko sem pospravljal. Sem tek točno pičkami materna, kak sem tak dolgo rabo. Ne vem, tek, bilo mi je ono, ko je band šel mal na razen, ko smo šli mal tek, ok, da band več ne hodi na vaje, ok, on ko ima ključe od placa, je zdaj na morju, pa ne moramo vaditi, fakt, ne. Neki gre na robe, potem sem začel mal pisati. Potem sem opisal težkemu, takrat je težki, mislim, da edine open mic je imel, sem sprašal, kako se to naredi, kako bi to priš in dopisal mi je pridu v 10. Ja, 10 sem bil tu jaz dosti krat. V novi ali V novi in stari sem bil, ja, ampak Ja. stara mi je bila bolj všeč, iskreno. tam v tistem dance studiu? Na Miklošičevi, tam bila čist prva. Meni je bila všeč tista, ki je bila na Kolodvorski tam. Pod gigom. Ne pod gigom. Kaj je bil ni kinodvor? Metropol, Kinodvor, kaj ni bil kinodvor? Kinodvor je tam, ki je bil kinodvor, sem jaz hodil največkrat. No. To ne vem, kje je bila, to druga verjetno. to si hodil prvo, ja. Prvo sem hodil, no, v prvo, ja. V bistvu so bili tek, so bile, ogledala so bile po strani. Se spomniš Si šel tako po nekih stopnicah dol in se spomnim, ki si dal 2 evra, si dobil še za pit in si tam sedel in si poslušal pač relativno smešne komike. Jaz spomnim, sem rekel že fulkrat na tem podcastu, ki mi je Bergant napisal, je rekel, pogledaj, če se to smeje, ok, ne, dobro, gremo naprej in je šel naslednjo foro. Ja. Eni so bili pa ful, veš, ko se folk ni smejal, so bili ful žalostni, so bili tako, no, en je bil prav tako agresiven, ki je noben, vsi so bili civilno tako, ok. Vsak ima svojo reakcijo. Jaz sem, veš kaj, tiskati doben ne pove, čeprav bi mogel to vedeti, ja, da tek, ok, prišlo 15 ljudi ali pa 70 ljudi, pa gledali te bo. Res, tega nisem poštudiral, sem ko priješ gor, si tak, Ja, fuck. se začutim to energijo, veš, ko so vsi tak, no, No, okej, ja. mi smo si vzeli cajt zdaj, mislim, bo, ali Ja. kaj. Ni da to je samoumevno. Ha? Ni da to je... Je samoumevno, ampak nisi tega občutka doživel, da te 70 ljudi čaka, da boš smešen, nalašč. Ne. Ful veliko tudi ljudi, pol, ko so začenjali, kasneje me je sprašvalo, kako si lahko nalašč smešen. Ne. Ker ful v Mariboru, ko sem jaz pač neko sceno in cajt furo teh open micov, sem ful folka iz improta not potegnil. Ne. Oni so bili v improtu od srednje šole, vala si že, ker tek se bo nekaj rodilo. Ne. Stand-up je pa kontra, v bistvu moraš priti saj do neke mere pripravljen, ali pa da si ful dober improvizator, kar so redki, ne, da lahko kar cel special improviziraš. Tek da, ko so študirali, kako bi oni nasmejali, ljudi so tako bili pizda, doben mi na beciva, ne, sam si moraš v bistvu fukniti, napladen, malo razrezati, pa servirati, ne, to je
ta velika razlika in tega nisem jaz pričakoval. Jaz sem bil tak, sem smešen v družbi, ne. Sem se zdaj nekaj menimo, ti nekaj poveš, ti v bistvu narediš premis šale, ti nekaj razviješ eno idejo, jaz pa sam punchline. Jaz sem zmagal, sem pa tega več ni. In tudi ni dobene naravne zares situacije, v kateri bi ti lahko stand-up probo. Ni tako, da si z družbo nekje, niso oni tiho, ti imaš pa mikrofon. Odvisno kašen vrste, kako zapakiraš. Jaz sem ene zgodbe, prav tako z mojimi frendi, ki smo bili, ko je zapalo, ok. Ja, ampak tu je spet ono, oni ti pomaga, oni ti malo zgodbo gradijo zraven, razumeš? Ne. Bila moja zgodba, tle je bilo tako, veš, smo pač ga hengali in dali štorije, kaj se nam kaj zgodilo v lifeu. Dobro, razumem, sam ni glih isto. Ampak te štekam. Ja. Moje ti drugače, ko imaš ti, ko vejo, da pridejo tebe poslušati, ali pa ko si na open micu. Ker tu drugačni ljudje pridejo, verjetno, ne? Svašta ljudi prije. Večina ljudi niti noče biti tam, ali pa so tam zaradi tebe. Ti si moj kolega, jaz te prijem poslušati, sem je pa 5 folka. In en je, tako si rekel, en je bil neki agresiven, ker mu nekaj ni šlo in potem si tako, kaj kurac jaz to gledam. Neverjetno je, da v komediji, naprimer na koncertu od benda, ko fuljo kurcu, ali ostaneš not v dvorani, pa si tek, malo se norca delaš, se malo smejiš, ali pa greš ven na čik, ne. V komediji pa prav zameriš, če je slavo, prav nek občutek dobiš ono, kaj ta dela, kaj ta hoče. Ja, ti je bala za njega, ne? Ja, zakaj smo zdaj mi tu, ti si rekel, da si smešen, zdaj nisi, čudno, ne. Koliko časa si bil v glasbi pa prvo? Mislim, s tem si začel, ta nek javni nastopajoči se svet. Ja, nismo že malo občutka za ta prezent. Sam zdaj moraš vedeti, da smo špilali tek malo s kolegami, ono, tako družba. Da si začel to že ful zgodaj? 16, ne, tudi 23 manda. Aha. Sem si ukulele kupil, ja. Hudo. Ja. To je bila moja korona, pred korono. En cajt se nisem zadovoljen družbo, pa ukulele sem si kupil. Pa še psa pa greš koča. Samo moram narediti. Pa smo band naredili, sve smo imeli samo en špil za res, pred živo publiko, oziroma pred publiko, ki... Stara ste bili na pokopališčih, kako je bilo? Veš, kaj smo imeli? To je dejansko zanimiva zgodba. V bistvu je star stolp od železniške postaje v Mariboru in noč smo vadili, tam smo imeli prvi in edini špil. Pa ni bilo tako slabo. Je bilo dosti ljudi? Ne vem, stari. 100? 50? Bolj tek ene 70. Bilo je polno, ne? Tam je tak, ima ta plac, je vsako leto naredi nek božični koncert, vseh bendov, ko tam odvadijo in pol, to je bilo to. Ste peli, imate svoje komande ste imeli ali ste... Enega smo imeli svojega, ostalo smo priredili. Ste pa priredili. Pa to bilo tek ono, pač nekaj smo delali zraven. Hudo. In pol si gotovo, da pač bi proval stand-up. Pa sem šel tak na bolj tekurac, ja. V bistvu sem šel na, gremo probati in potem sem bil tak, ok, tole je kar težko. Pole celo poletje minilo, jaz še vem, da sem takrat eno punco spoznal, pa sem ji še razlagal, ono, jaz sem komik, pa tako ono čez 2 meseca. To je to, own it. Kak si komik, če niti slike nimaš, evo te bok. No, pa sem rekel, okej, mogoče sem šel enkrat na oder, nisem komik, ne. Pa je minilo, pa je spet minilo, decembra sem šele pol šel in se spomnim, tisti nastop je bil kar v redu, ful je odvisno od publike, koliko je ogreta, pa kak je zagreta za tebe, naprimer. Vse to, ne? Ja. In sem priš, pa sam ful šus energija in sem jih pač nadrsnih v bistvu, ne. Niso se toliko smejali, ker vem, imam posnetek, ne. Niso se toliko smejali, bolj so bili tako, animacija, glasovi, svetloba. Pa sem si rekel, tole pa kar kul, bom jaz zdaj 6 mesecev, bom vsak mesec šel 10, bomo pa videli, kaj bo, ne. In vala grem januarja, ful samozavesten, ker to poznam, delal sem naravno talent, ne, stari, prijem samozavesten gor. In ono, prav isto imam posnete, ker so vse te nastope snemali. To večer, kak ste? Tišina. Pravno sovražimo te. Ja, ma 10 je tough crowd, se mi zdi, niso enostavni. Pa mal folka je bilo, veš pa, ko niti nimaš občutka še, ko je mal folka, kak moraš delati. Plus ranjeni so še od prejšnjih komikov. Oni so taki. Jaz sem bil sicer prvi, ta povezovalec, pa je tek, ko je on začutil, da je publika tek nastrojena, je zapančaril in rekel, naš nastopajoči prije pa z Maribora. Si Viola. In moja glava je tako, ne vem tega reči, jebe se jim tam za neke 2 punci, bile neki kolegice, vala, ji boli kurat za fuzbal, ali sem men v glavi, je bilo tako, zdaj pa vejo, ne. Pa nisem Viola, da reči. In sem imel res slab nastop. Prav.
najboljš je pa to na koncu posnetka, ko sem šel dol, sem rekel, hvala, super si. Ampak iskreno, veš, ne da nisem se narco delal, ampak to sem imel pripravljeno. Fajn je bilo, hvala, ko se še vidimo. Ampak ja. Kaj pa je naredilo slab ta nastop? Tako reče Srđan Jovanović, en srbski komik, pravi, 3 stvari so, si ti, kak delivery imaš, ali si ful dobre volje ali nisi, je tvoj material. Če šel z novim materialom, pa če bo malo slabš, ali pa fej slabš. Ne? Ko imaš zvajan material, pol gre tik vse v eni bob stezi, ti sem greš dol, ko greš z novim, pa te meče ven, pa ne veš kaj, pa si moraš hvatati krivine, to je druga tretjina, tretja tretjina je pa publika. Publika. A šteka je sploh stand-up. Zdaj smo imeli roast na Lentu in prav ene par folka ni vedlo. Kaj je roast? Kaj je roast? Ja. Veš, prav so bili tik. Kaj so toliko nesramni? Ne razumem. Tudi tam le gore je kar zloben. Pa to je bolj Koroška, ker ti... Tudi enkrat sicer Koroška, kontra to je Koroška. situacija je bila, ampak na Lentu, enkrat glavni oder, takrat je glavni oder bil 3 čuke zicov na Dravi gor, je imel Toš Rokezije, on je en album vmes posnel, on je drugač komik, se poznate? Ja, on je kar rastura, ne? Kar. Ampak vmes je posnel poezije od Prešerna je vzel 12 pesmi in jih v rock verzijo naredil. Pa neke afro, te rockerske, črnske, ameriške, pa blues, pa ne vem, country, pa neki. Obstaja CD, jaz ga imam tam v avtu. In je to posnel. Ne? In ko so tja ljudi prišli, so mislili, da grejo stand-up gledati. Bil koncert. In on kar tak začne nek folk predstavljati. Jaz sem pravil, tak folk... The fuck. Daj pa bo, ne, to je zgleda, bo en komad zašpilali, bo šli dol, ne, pa niso šli dol, ne. In kaj, on je pel, kdo je pel? On je pel. On je akademski igralec, ni zdaj, ni nivo, ni napušlar, ko vse dela z glasom, ali pa ne vem, Mariah Carey, če hočete. Ampak on odpoje tone pravilno, ni to, da fuša, ni to, da nič, čisto ok. Glas ima je tak ful globi in zanimiv, meni je bilo... Ampak to je smešno ali nisto nič smešno? Nekaj je bilo smešnega, ja. Ampak ni bilo nujno. Ni bilo nujno smešno. Bolj tako zabava. Pa vzel si en format, v katerem ne rabiš nekaj, tako da bi zdaj vi šla podcast snemati o pšenici, veš. Malo bo smešno, sam ni pa tu point naenkrat, ne. Ja. Zanimivo, kakšen brand si ustvariš, ne? Sej, on si ustvaril brand komika in pač verjetno ne pričakuje človek, da bo on ne komik. Ja. Ful so opozarjali, se veš, ti press release grejo ven, pa prav piše, to noben ne bere, ne. Samo on toš nekaj zraven piše, to je verjetno zelo predstaviti, super, kupimo karte, pa niso bile poceni karte, to je bila fora. To je bilo polovno tak pizda, kaj smo tako dali, ja, fuck. Vido, 40 €, 30 €, koliko je to? Ne? Računaj, da je bilo to tam 2018, to je bilo po mojem tako 20 € takrat. Tek mali za računam inflacijo, pa koliko so takrat bile vstopnice, ne vem. Pričakuješ, za 20 €, pričakuješ? Ja. Vsaj del komika. Koliko misliš, da so tle naša publika, da ti upravičijo, če si slab? Da te pol še enkrat pridejo gledati ali nekaj, da ti dajo šanso? Veš kaj je finta, če si ti Toš, Perica, Bergant, pa si slab, pol ti zamerijo, ne. Mene se doben ne spomni, če sem imel en mesec nazaj, veš, to ti te gre. Veš, kolikrat se naredi po nastopu, da 2 nastopama, pa ti prije povedati, ona je bila ful dobra, tebi prije, hvala, ful je bilo dobro, pa ti pove od onga. Ja. Veš, kolikrat, folk zameša ful. Zdaj, če pa oni kupijo, tako smo rekli, koliko je pričakovanje, koliko je cena karte, pa če je to, greš timat, to ti zamerijo, to ti res zamerijo, ne? Ono pa da, veš, da ti vidiš nekoga, ko je bil pred Perico, pa da je bil slab, veš, tudi če je bil kar dober, pozabiš čez 1 leto. Ja. Zamisli si, da si bil na nekem koncertu, Zanimivo. Neki ka pač tako 5 let nazaj si bil ziher na enem koncertu, se spomniš imena benda? Ne hodim na koncerte. Power ali pa... Jaz sem bil na Magnifiku, ja. spomnim. Na zadnji, to je bilo poletje enkrat. Ampak tako, da si šel gledati, ok, Magnifico pa še 1-2 benda. Ja. Kak hitro Ja, to pred zgleda? skupini. Magnifico in še 2 benda, lih tako je. Točno to je. Zbledi ti spomin na, veš, čez 1 leto vse pozabiš. Kaj ni to pol nek znak, da delaš boljši branding? Ja, sem zdaj spet, če si slab, a res hočeš, da se te zapomnijo. A veš, In kaj pol ti povzameš to, da te noben ne pozna kot obdobje vaje? Ja. In pol, mene. Ne moreš, mislim, lej,
stand-up, marsikdo pravi, da to ni umetnost, da to je kar nekaj, to je plehko, ne? Sploh iz institucij igralci to govorijo, to je kar nekaj, ne? Ok, jaz mislim tako, jaz mislim, da to umetnost svašta se da povedati, svašta se da človeku, stari. Ko ti enega res nasmeješ, pa ko ti prije z ono srcem, hvala, rabili smo to tako vodo, ne? Tam vidiš, da je to umetnost, da lahko ti kor človeka primeš, pa ga pogreješ, ne? Sam je pa veščina. In veščine se tudi lahko nasmeješ. Ta ne vem zaboja, ker je kreditek v Britaniji, pa ful je znan, on ne sam, da ima pisce, ki mu vse napišejo. Ne? On ima nek svoj ritem, ko ga je ujel in ti lahko v ta ritem kot eno kolesje dobiš folk in jih sam mleješ. Nič nisi povedal na koncu. Na koncu ono, veš, ko prije ljudje stand-up, so da kuralo fajn, kaj pa je bilo, kaj pa rekel? Fuck, zanimivo. Ja. To je tako, da bi šel na Siddharto, pa bi niti enega refrena ne bi na koncu vedel. Sam ne vem, če ti je cool Siddharta, ne vem, veš en komad, veš nek refren, neki ti je jasno, neki ti ustane, neki ti dajo. Pa greš na neki, kar je plehko in je pač veš tako, no, ne vem, tako da bi ženski rekel, kak si fajn zgledaš, valjda da upalilo, ne. Pač vnaprej, veš, da... Ja, na nekatere ne. Ja, to je moj zdaj slab primer bil, ampak veš, ono, lahko greš s nekimi takimi, kako bi rekel, z učitnimi forami, s hack forami, mi rečemo, ne. Gremo se v seks umeniti, to je ful končljiva situacija in pol, a veš, folk ful bolj se smeji na to, ne. To si ti. Ti si tudi nekaj nastopil, ja, pa te bo. Ne, to je tako, seks fore, če so okus, to so čisto dobre. Veš, kaj je problem? Ker ena tema lažje deluje kot druga, če jo vsi začnemo delati, bomo sam vsi o seksu govorili. Ma ne veš kaj, po mojem je samo to, da pač vsi seks je relatable. Relatable, hkrati je tabu. Ja. Še vedno. Starejši, predstavlja si starega človeka 40 do 60 let, oni se niso menili. Neki. Ampak to je ta neka siva generacija, ki tako, moja nona meni rekla, pač problem vas mladih je, da ne fukaste. What the fuck? Mi smo pač fukali, ko smo bili mladi. Ja. In to ste nonoti, jaz sem slišal že nekih perverznih, pol ta naši starši generacija, neki kot da to ne obstaja več. In pol smo spet mi te mlada generacija, ki pač vsi zaksajo. V glavnem, pa imaš ti neke zborne storije za nas, si pripravil kaj? Stari. Grem nastopat Budimpešto, ne? Okay. Tam smo, tuširam se, dobim Instagram klic od moje punce. Ok, nikoli me kliče na Instagram, kaj je te zdaj? Posnetek, mislim, vžgem, vidim posnetek, na zadnjih pesih, na zadnjih zicih Doberman. Jaz tek, pesa si vzela? Ja, bolj smo se povezali. Mi imamo stanovanje 56 kvadratov. Dobermana. In zdaj imate Dobermana. Ne, nimamo več. Bil še punca? Ne. V ločitvi je dobila sem pesek. Prije ona domu, še snema, pa ful, sladek pes, pa Dobermani so en lepi pesi, sam tak si mi stari, ki bomo mi to imela. To moraš goniti 2krat na dan, moraš se ukvarjati. Ampak okej, si ni dal vesele, te pa mej. Ona domu, še mi posnetke pošilja, levo, desno, kak fajn. Na kar sam dobimo ono, jaz sem bruhala. Alergična, veš kak na pesa. Veš kak. Ono, ko jo je polizala po roki, jo je srbelo. To da bi strupen pes bil. Plot twist bi bila noseča. Ali pa bi pes bil. In prijem domov, zdaj pa zamisli si, jaz sem prišel iz Budimpešte. To je super novica za te. Kaj? Ne rabiš imeti psa. Pazi to, prijem domov. Ivana je šla na šiht in zdaj jaz prijem v svoje stanovanje, pa se moram pesu predstaviti. In Doberman je tako ono, kdo si ti? Tega ti pa nisi, ti pa naš tula odbriš. Začela malo rinčati, pa jaz tek, zdravo, reč osebna, Cankarjeva, ne vem, kaj ti nareče pes. Pa kaj je posvojila? Če bi odrasel? Po pa je ful pizdarijo pes naredil. Lahko ti posnetek pošljem, če už zmontiral slučajno not, ampak pes je... Bila je rešena iz nekih kleti, kjer jo je imel nek kreten s odraslim samcom, da bi čim prej pač imel mladiče, pa da bi prodal. In bila v kleti, ne vem, prvo leto svojega življenja. Ne, manj, ker je bila 19 stara. Ampak ne vem, če je bila 2 dni, je to fukjeno, ne?
In pesu se pol zgodi separacijska kriza, se pravi, ti mu ne moreš razložiti, se jaz prijem. Pes, ko ti greš čez vrata, misli, spet isto, fuck. In je bila živčna in potem sem videl, šape so bile stari, 2 metra po šajbi je prišla, ko je verjetno kdo šel mimo, pa je lajala, pa se drla, ne. Veš, kamor bi to za sosede? Mi imamo eno izkušnjo v mojem stanovanju, imamo eno bitje, ki pa vsako jutro se odloči, da bo šprintal po gor. To pa tudi je. Mačka, pes? Ne, otrok. In ne vem, kako je, mislim, zoprno, če imaš stanovanje, ne živiš kjerkoli v nekem bloku in imaš sosede, pa sej ne moreš, mislim, isto je po mojem, otrok in pes. Na začetku. Pač, ko je majhno, ne moreš njih nadzirati, ne? Kaj? Ne moreš ga zapreti in pač moraš mu pustiti svobodo, ne? On živi v ego, on vse kar je rabi, on rabi, ne? In otrok in pes. Ja. Je pa, mi smo imeli pa predtem mačko, Edija, njegovega tam, kjer je ona doma, ko se je preselila k meni, je pol preselila še par mesecev zatem še Edija, ne? On pa tudi cel dan spi, po noči laufa sem pa tja. Ampak pravno išče pozornost, ob 3 po noči se zbudi in začne laufati okoli in tek sem pička. Ja, budite pač. In kaj, zdaj nimate nič? Kako ste pa vrnili tega, kaj ste dali tega psa? To, mislim, pes je imel neverjetno srečo, takoj, ko ga je pelala nazaj, predn sem jaz prišel šihta, v bistvu, ker je bila fucking uničila je celo stanovanje, neke rože, ličje, imamo tam se poceli po kauču, po vse posod. Plus alergična je. Plus alergična je. Sem pa, pesa še ti las tuširaš, ker večinoma si ti alergičen na prhljajo od pesa, ne? Zdaj pa ti razumi, pes je bil z drugimi pesami zaprt, torej na kas je zares alergičen, veš, ne? Tega, če bi ga stuširala, če bi se njen imunski sistem malo navadil. Mislim, je bilo preveč red flagov že, tako je, da ni šlo čas. Bilo je preveč, sem jaz imel tega, zdaj pa, če si pesa že vzela, zdaj bo še to separacijsko krizo poglobila, ne? Da ima saj probat, ne? Ne, je rekla ne, pol, ok, nazaj pelala, vredi. Ta Simon je imel, veš, ko je potetoviran po frisu, nekak se piše, pri Domžalah, neki ima... Unik ima neki taki rešujete pse, ne? Ja, zavetišče, oziroma zavetišče, no. In je razumel, je rekel, sorry, res sem imel vedno z drugimi pesami, z menoj je šla domov, ful priden pes, uboga, crtljiv, stari, on je v vrtce furo na te predstavitve, da so otroci žulili, ker je hotla, to veš, prav rabla, ono čustveno rabla. Pa če rabili drugačnega lasnika, kot ste lahko bili vi. Ja, točno to. In čez 3 dni dobi sliko, pes se fura v Meklarno, pes je v Angliji, pri zanem povedal, ne vem, koliko to ne paše, da je, mogoče hočejo malo bolj zasebno, ampak ja, slovenski živi gor, je pol vzel, pes se fura v Meklarno. No evo, srečen pes. Če rabi kdo hodim po vseh 4, mati moja, vibe. Zdaj, by the way, moja mama je zdaj dobila kužka, moja mama je zdaj kupila kužka, iskreno kužek je tašen, tako je velik, je, res, tak je. Ko je Yorkshire... Terjen ali? Veš ti? Ne. Mislim, da je Yorkshire terrier. Yorki so tem. Yorki, dobesedno ima 1,20 kg. Je, mladiček je. Ja, mladiče. To je kot plišek, je. In je ful simpatičen, ampak jaz ne bi imel psa. Zdaj zaenkrat bi pa imel Dobermana, iskreno, ko bo imel plac in... Pes je ful lepa, ful je fajn, ko se ti ljudi umikajo pol na ulici. Pa sej, isto je, če imaš velik avto. Dobar, ampak ljudi niso na cesti. Ampak ja, okej. Ja, mi smo tudi imeli pekinezerja, oziroma malo pekinezerja, ampak od mladiča smo dobili, tudi je bila, kaj to igrača, ko je spala. Veš, kakšno je to smešno pač. Niti kebab. Ne, ni kebab. Da ugrizaš, po moje poješ. Repek je ko vezalka, ampak sama dlaka. Ne, ful simpatičen, ampak ja, ne čutim še tega. Raje bi zdaj imel malo več svobode kot žival, iskreno. Kako pa se ti lotiš pisanja šal in tega? Kako je tvoj proces? Pač nekaj je inspiracija, ne? Nekaj ono preleti, vidiš, ne vem, nekaj vidiš na ulici, si tak,
zanimivo, to bi lahko bil bit. Ne? Ja. In pol sem začneš malo, jaz večinoma, če sem v avtu, imam čas, pa si ga malo, pa iščem, kam bi lahko on šel, ne? Kam, a bi to lahko bil punchline, a je lahko to spin, a je lahko ono, neki, veš ono, sem začne se nekaj dogajati, kar ne moreš v resnici vrejo razložiti, ker s tem se ukvarja on del možganov, ko ni v resnici odgovoren za govor, ne? Neki preleti, pol pa dam na papir, prav ono, transkript imam, si določim vrstni red, kam bo to šlo, pa kaj je fora, ne? Kam jaz hočem priti z bitom v mikrofonih. A hočem priti, da zgleda ko penis, ali hočem priti do, ne vem, suženstvo ni cool, ali kaj, neki. Ja. In pol, pač neki pot, pol iščem. To pa večinoma pol delam po tem, ko na radiju zaključim, sosedem, pa začnem si na glas govoriti, ono, prav, sam sabo se menim, in pol kar neki prijena beseda, pa si tak, ok, to je lahko punchline. In pol kar tam naprej nadaljuješ. In pol to tako dolgo delam, dok naprijem do onega cilja, ko sem si ga zadal, ne. Pol pa greš na oder, ugotoviš, da pol tega ne deluje. Včasih vržiš bek vse, pa si tek, koj kurac, this sucks. Ampak pol tek, ja, pol pa prije ta odrski del, ko dejansko ti s publiko sprobaš, če res deluje ali ne deluje, ne. Katere te zgodbe, kot si rekel s tem psom, recimo, kaj tle si recimo dobil inspiracijo za kakšen joke, ali kako to gre? Mislim, kakšni dogodki so neki traumatični, so neke zabavne dogodivščine, pa si iz tega lahko narediš foro, ne, iz vsake vrtne stvari, ne? Lahko iz filozofije, lahko iz nečesa, kar se sploh ni zgodilo, ne. Ja. Jaz sem že imel tako ono, ko se je meni v glavi zdelo, kaj če bi on pol tis rekel, pa on tis rekel, pa sem se pol zgodbo napletel, pa sem pol bil čez en mesec tak, to se res ni zgodilo, to je bilo v moji glavi. Sem biti pa deloval, bolj te kurac, ne, gremo. Ti si bil v Figi, ne? V Kopru, ko smo bili, tam sem imel ono prometno nesrečo. Dobro. Ko sta se dva policaja zaletela v mene, ne? 10-minuten bit sem dobil, ker je res blok, da sta se dva škifa v mene zaletela. Ne? To je bila ona inspiracija, ne inspiracija, ampak res ono inspiracija. Te je zadelo dobesedno. In kako lahko iz tega izpelješ foro, recimo? Dva policaja sta se zaletela v tebe in kako recimo nastane joke iz tega? Mislim, ful sta mi dala ono dva punchline, ker je bila res tak zgodba, da je bilo kar se lahko jaz tole pišem, jel? Ne, res je. Take bedarije govorim. Mislim, ne bedarije za res, ampak mes, ko mi je kazalo 0-0, je prišel pa mi je rekel, dobro, nisem nič pil, pa jaz tak, yes. Tebe bi mogel to vprašati, ne? To je res bilo, ne? Neki je pol vključil sem en policajski vic, ampak je full fine odpaso, ne? En zna brat, drug zna pisati. Ampak, veš, to je punchline, ko je že bil, sem ga lepo noter, ker je v situacijo fajn paso. Pol sem imel, da sem jaz takrat razmišljal, ali pa v bistvu nisem takrat razmišljal, šele doma sem pomislil, kaj če bi pa do tega prišlo, ne? Razumeš? In pol sem to vključil bit, ne? Pol, da se namenim, pol, ko sem se odpeljal, ko smo vse rešili, adijo, smo si rekli, se pelam proti Mariboru brez tablice, ker sta mi tablico dol zlamala in me še enkrat škifi. Ki imaš tablico, pa jaz te ne boš verjel, stari. Dobre sune fore se mi zdi, to sem jaz opazil, ki je nek punchline dober in pol spet se zgodi nekaj, ki je še bolj smešno. To se mi zdi, da ful pali. Veš, kot da samo one-upaš svojo foro parkrat. Samo to moraš imeti že kar skill. To je veščina. To se mi zdi, da se v navadnem življenju včasih zgodi. Veš, da je prva fora dobra in pol naslednja še boljša. To je riskantno, ki jo probaš vršiti. Ja, ampak... In lahko ubiješ sobo, lahko... Ja, ampak mislim, da gre tako dvakrat. Ko je dvakrat, trikrat je redko, recimo, da lahko trikrat one-upaš svojo foro. To si že malo jači, ne? Da lahko to, veš, ko bi rekel, narediš brez planiranja. Rule of 3 je kao, ne? 3 je rule. Do 3 gre, ne? A do 3 gre? 3, pa zgubi moč, pa so ljudje tako, kaj daste. Ok, vstavi se. To je neki tu noter v zadnji v možganih naših, kjer pač do 3 gre. Doben ne ve zakaj. Ampak to je prav, imaš knjige o tem Rule of 3. Do 3. Potem je imel pa George Carlin, ful, on je bil v bistvu dober komik, na kar se je v enem trenutku z davčno ful zapletu in pol je mogel vračati cash, full casha. In kaj je delo? On je te HBO speciale pol, ker je delo po tekočem traku vsako leto in ti vsakem letu dna moraš uro 15 v bistvu materijala obrniti in filozofijo začel noter tišati, ne. Ful, za pogleda, če koga zanima komedija, on je ful v tem. Pozval sem, kaj si me vprašal, zakaj sem prišel na Karli nazaj. Jaz sem, The Rule of 3 si govoril, da smo ostali, The Rule of 3. Ja, on je imel pa The Rule of 33. Aha. In je ritemsko tak fajn besede postavljal, da je imel
ko so se mu pri četrtem punchlineu nehali smeti, jih je še kar govoril, dok se spet niso začeli smeti, ker je absurdno ratalo. Ne? In jih je imel bolj 7 ali pa 15 ali pa nekaj. On je bil res tako, eksperimentirati je mogel zaradi tega, zaradi davčne, ne? Ampak je najdel ful velik stvari noter. Ja. To je fulkar pri tako storytellingu. Ali greš do 3, ali greš v pičku fucking mater, da je reže over the fucking top. Ja, Vmes ne moraš iti. Ja. To je točno to, da prebiti moraš nekaj. Je tudi ono, ko hočeš biti še ekstra zabaven, po prvič, ko si zabaven, je težko biti. Tudi že drugič zveni dobro, da si na vrhu. Sej to, ampak mora biti, kaj se vam zdi, da mora biti tu na druga fora boljša od prve? Ali lahko je enako vredna? Če nadaljuješ, mora biti boljša še? Ja, moraš se... Tako veš, sladica, naredi če ena sladica, mora biti ona češća na vrhu. Ja. Veš, da naredi ono prejšo sladico še boljše. Ide samo to boljše, veš, ki druga brez prve ne deluje. Mora biti lih. Ja. Okay. Dobro, načeloma neka praksa v stand-upu je, da boš dal na začetek najboljši bit, pa drugega najboljšega na konec. A ni lih obratno? Ne. Saj jaz tako delam, zato da jih zdrmaš, da se tako, ok, on zna to delati. Ne? Pol lahko ti vmes malo pade, doben, ne veš, stari. Doben, ti veš na odru, da je ta vidite, tako se mora malo pregorati čez njega. Lahko je kak punchline, ko čist zamori, oziroma veš, kar ne razumejo te, ampak tega folk nas kapira. Ne? Pol pa na koncu closer je pač pomemben, zato ker se ti pa pol v spominu zapeče v spomin, ne? Ja. Zato je te kao najmočnejši bit na začetek, drugega najmočnejšega na konec. Tega, če vam kaj to pove, glede tega, kaj sprej rekel, ne, da mora biti druga boljša. Jaz pa sem čul lih obratno. Drugega najboljšega daš na začetek, je še vedno najboljši, ampak zadnjega najboljšega vedno za na konec. Vse ni ful velike razlike. Ne? Po mojem... Najmočnejša 2 bita moraš imeti. Če imaš dobre fore, imaš dobre fore. Kaj je močnejši, kaj je šipkejši, ne? To je verjetno tudi od publike odvisno. Ne? Ni tako enostavno. Kaj se ga tu vprašati, koliko si imel ti že nastopov do zdaj? Spomniš? Govorimo 100? Ne. Več. 100? Jaz sem imel od januarja do maja 63. 63. Zdaj sem slučajno šel štet. Ne? Kaj pa je bilo recimo najslabša izkušnja na odru do zdaj? Mislim, najslabša, da se sploh odr ni zgodil, je bilo v Izoli. Ok, dobro, to se ne šteje. Mora biti nekaj slabšega. Barijera. Sem da pojem. Ok, poj. Barijera. Drugače se ful trudijo stand-upom, ful je bilo tam tega, ne da bar šimfam, ampak bil je februar in dobene promocije nikjer in Izola februarja je prazno. Prijem tja in tek prav vstopiš not je bar in pol je levo še ena soba in jaz tek tja pogledam neke družine z otrokami pa jaz tak, upam, da bojo šli domov, ker noče imeti otrok in so šli, ne. Pa smo la jaz pa kelner, stari. Še on, ko je z mano nastopil, ni priš, ne. Jaz sem imel tek sam 2 uri pa pol vožnje na smer in prijem tek, a res. In kaj si še vedno nastopil? Kaj si pol vodu s kelnerjem? Pa so se meni lapir, sem spil, še kava boš druga pizdac. Lahko se bo morje pukneš. Ajde še kakšen primer, dej. Ali vse ostalo je bilo fantastično? Ne, stari, jaz sem se 2 leti zaganjal krv prazno. Nisem zgrunto, kam moram delati, ne. Pol mi je tako bilo, okej, viš, tekla mal, dobiš, pol v bistvu se je ta nesreča zgodila po 2 letih. In pol sem imel... Čakaj, kaj še nesreča? Tako, sem prej govoril s policaji. Aha. In pol sem šele dobil nek zagon, pa pol sem šele naučil, kako se učiti v bistvu stand-upa. Drugače pa vem, da še enkrat bilo težki, je takrat imel to dobrodelno, gremo v hribe, Mariborsko Pohorje, Koča, ok, bomo šli gor, super, boš šel z nami, peš? Ja, šel z nami. En dan prej na šihtu piknik. Veš ono. Ja, vse gor verjetno si pogledal globoko. Prav ono, zakaj bi to šel na reči, boš ob 7 zjutraj šel hoditi 2 uri pa pol na Pohorje, ne? Sam itak, sem bil pa termas, si bil tak, verjetno. Ob 4 domov, ob 7 gor, hodimo prešvicam, čist, moker, prijemo tja, nemogoči pogoj. Takle priješ, Mariborska Koča je takle na cesta gor, ti pa priješ dol, pa je Koča, kjer je terasa, kjer bi mogel biti stand-up, ker tam je folk, tam so čevapi pa pivo. Pol je pa tekle mal dol, pa je ena terasica tu. In tja je on postavil zvočenje. Zdaj, verjetno se lahko predstavljate, da ben ni poslušal, res, ne. In težki je še hotel rešiti, pa je rekel, ker na vsaki lokaciji se pa on mogel slikati s folkom. Vsi so skočili, fotograf je sliko in to je bilo to. Prijete dol, se bomo slikali, ne, in res prije, ne vem, 120 folka, ne.
Pa je rekel, vse kam je rekel, bodi blizu. Pa so okej. In pol, ko so se slikali, je rekel, in zdaj pa je komik, daj Gorinšek, pa mi da, pa jaz tak sem... Tudi en peti nastop, ni bilo neki ful, ne vem kaj. In sem vzal mikrofon, pa začnem veš ono naučeno govoriti. Dober dan. Ja, kako ste? Kako ste? En je skoraj čez mene šel. Veš kaj, ker si bil sred publika, si bil ti, ne? Ni bilo odra pa nič. Ne? Ja. In en star je tekle gledal gor proti čevapom, ki je žena, in je hodil ravno. Ne? In jaz tek umaknut sem se pomagal. Pol itak takrat, ko še nimaš izkušnje, še ne znaš tega... Znaš ti speljati se ven, ne? Ja. In vidiš pa tudi tiste najbolj tečne na začetku. Ne? Veš, oni, ko so pravno tek... glih njega si boš bral, pa njega boš pogledal, ko je najslabša možnost. Glej enega, ko se ima fajn. Ne? En je stal dobesedno, veš, tak po strani je stal. Eno buta so še reči, bom šel gor, ne? Prav tekle je bil. In pol, jaz sem tudi zaključil po enih 3 minutah, Stefan Šumanac je te še nastopil z Ramnaju. In ko sem zaključil, ko je bilo tako, ko jaz to ne morem niti sendlati. Hvala lepa, jaz mi daj Gorinšek in zdaj, napovem, Štefan, sem mu rekel pomoti, Šumanac šumi in ga vidim, pa s čevapom je glih prišel. Veste kaj, zakaj si šel zdaj po čevape, stari, ne vem. In pol je bil tek, pa je dal dol, da se Tebi, ja, da si mu ti pojedel čevape. Ja, to bi mogel, ja, sem se nisem spomnil. In pol je sam šel na oder, ne, na tisto travo, tja. Jaz sem bil prav tak, jaz sem mislil, da sem dobil neki živčni napad takrat, da veš ono pravno. Ja, stres, ne? Ja, plus stres od pitja en dan prej. Plus to, ja, to pa seveda gre na mene. Meni se zdi, da je najhujša stvar, ko sem videl, je, ko ima nek komik nastop in noben ga ne jebe 5%. To se mi zdi, da je najhujši občutek, da je to najhujši občutek za človeka, ki nekaj kao hoče biti zabaven nekje in vsi pojejo, veš, in se veš, to se mi zdi, da je grozno. Ja. Si veš doživel že kdaj kaj takega? To po moje mora biti. Eno je, da ti ugre publika, da si nekaj rekel, veš, pa se oni kar začnejo meni. Oni so prišli na stand-up, ampak ti si bil kar neki in začnejo, veš, to je hudo, ne. Drugo pa je, da ne vejo, da je stand-up, ne. To sem že tudi doživel, ne. Jaz sem to, spet ne povedal, kje je, čeprav tako me je razpis, da bi si zaslužil, da ga malo šimfam. Ampak on je imel neke severine, pa to, veš, pa za pitje imel žurke, ne. Priješ, to je okej, jaz sem to plačal, par čukov, sam bojo oni spili dovolj, bom jaz prišel noter, super. In jaz pa tudi takrat, to je bilo prve pol leta, tudi tak nekaj sem začel organizirati, nisem vedel sploh, kaj delam, sem rekel, pač, no, to ima 250 €. Ja, te pa lahko, pa je tako pizda. Mogo bi reči za krat 3. In okej, in po se razlagam, kaj pa karta, ne, bo karta? Ne, nikoli nimamo kart. Jaz tako vidiš, to je problem, ne. Zakaj? Ker če je zelo lokal, kamor mi vsi hodimo v tisti vasi, mi prijemo tja, mi se bomo menili, ne. Ja. Zdaj, če en nastopa, žalim slučaj, le njega je, ne vem, punca ga je pustila, nekaj, on je hotel vse to povedati, zdaj se bomo mi za tebe umirili, ne. Vse, da nek šotor postavijo zunaj ali nekaj, to morate malo spremeni, ne? Tudi. Če bi ločili... Tudi. Ja. Ampak on tega ni hotel razumeti, jaz sem bil takrat premehek sem bil in sem sam veš hrepeniš, sam hočem špil. Veš kakao, stari. Jaz sem on prvo kot prvo rekel, tamle mešalka, zrihtaj si. Ne, mislim, da je Rok Škerlep takrat povezoval in jaz mu rečem, ok, Roki, dej, ti idi na oder, jaz sem pa pol prilagodil, ker oni so se menili, to je bila žurka, to je bil petek zvečer, poln lokal, stari, čist poln. Sam, oni so navajeni, vsak petek je poln lokal, sam se nič ne dogaja, ne. Ja. In jaz se res tako dam do 3/4 regler, da jih je mal preglasil, v smislu, ok, bojo tako začeli poslušati. V enih 5 minutah so se te glasno menili, da sem že regler do gor dobil, vse je bilo rdeče, že po mešalki, so bili bolj glasni kon. In v redu, ne, v bistvu sem jaz to organiziral, v bistvu sem jaz to jamo skopal, grem te jaz na oder, ne, prijem gor, dober če, pa na začetku sem še imel tak 2-3 punchline, veš, da so mal neki trznali, mal so neki pogledali, pa tak prav videl si, ne vem, predstavlja si 120 kvadratov, 150 kvadratov, polno, tam te dva gledata, pa tu te dva gledata. Oni vejo, da je stand-up, vsi ostali imajo žurko, ne. Ok, začnem. Prav vidim, veš, videl si ljudi, da se smejo, nisi jih čul, ne, ker ni prišlo čez ono. In ok,
pol se nehajo še smeti, ne, še ti videl nisem, ampak ti svoj material pa hočeš narediti, ker sem si pa dal roko, pa si rekel, le, na koncu bo ura 15, tako mora biti, dobro, tem pa pač tule trpel, pa sam sebi govoril, ok. Na kar tekle, tule so bile ene punce pred mano, čist pred mano, in vsake tok se ona obrnala, tako veš ono, Kaj the fuck? ja, Spizdi. vsake tok je bila tako, ne razumem. To te prizadane. Ja, veš, tako malo, noči tako, sorry, nisi kriva, ne, sem fuck you name, te glej, ne, se ne tako da... In pol vidim, kelnerca gre mimo te mize in ta punca, glih ta punca, jaz bi nekaj naročila, pa na vidi, ne. Pa jaz tako, gospa Natakarca, ne jebe, gre mimo, pa še, gospa Natakarca, ne gre mimo, pa jaz tako, pizda, še ona me posluša in cel lokalu smeh. Jaz mi zdaj, hvala lepa, daj gre, Dobro. 7 minut krajše, zmaga sem. Povem, da še takrat še bila Kaja Grozina na sceni, ona še šla gor, Roki si je ukulele prinesel in je ukulele špilo. In... Ja, on zna s tem, ne? Ja, Prost. dobre komade, malo sem za tisti environment, je bilo še malo slabše, ne. Še malo je bilo tako... Vse po moje, te ljudje niso rabili nobenega entertainmenta, ne? To je problem. Se to bila Ja, to je Tako fora, sem ne. rekel, oni so se prišli meni, to so prišli narediti in žalim slučaj, da si ti tam... Na s neko mikrofonom. muziko v zadnji in to jih bolj džoko, ja, kaj. A ja, točno, mogel sem pa radio izklopiti, ko nisem si spere gor priški ne, ker on je tudi kar šel ven, nekam je šel in pol ste, ki je zdaj, na katerem regleru je radio, V glavnem dobro je šlo čas. to so bili začetki. Na koncu so se nasmejali. Ja, enkrat, ja. Sam ja, tek začneš, učiš se, malo so ljudi jezni pol na tebe, ker so tako ono, zakaj smo sem poklical, ne. Sam je pa res, da vsi imajo zgodbe iz nekih takih, nekih zakotnih predelov, da se namenimo o Abrahamih, pa ko folk prav noče, da si tam. Najboljše je to, da si presenečenje in da te prav on gleda, pa si tek, jaz sem rojsten dan, ti mi pa tule kvariš. In si... Razočaranje, ne presenečenje. Pa se mogo še on skregati s prijatelji, ki so mu tebe nabavili. Ženo je napadel, naslednji dan, koji kurac so to naredila. In pol, to nesrečo s policajem sem govoril in on je baje razumel metaforo, da je on policaj, da se on mene zaleto. Pa smo zdaj, What? ki? Zakaj bi to bilo res? Ampak dober, pol je nekaj komplicirala, pa res, veš, ti si kaj je najhujš, da te povabi nekdo na priporočilo. Se pravi, te ni videl nikoli. Ponavadi, če te vidi nekje na odru, je tako on zna, ne. Zdaj je bil pri nas, z nekaj je šlo narobe, ja, mogoče je kaj drugega krivo, ni on kriv, ne. Ja. Če te pa ni videl, pa sem priporočilo, pa on sam tako ono gleda. A ja, on je sam kar tek, zakaj sem jaz to plačal, ne. Ja. Priporočila so hujš, če te nikoli ni videl, ne. Ampak okej, jaz ti sodelam, ženska pol, neko malo je dol gledala, ko je prišla mi cash dat, oziroma fliknala me, ja, takrat, in pride in me objame. Hvala, adijo. Vredi, to bil... Čez 3 dni, naprimer, se ne spomnim, ni važno. Ja, to pa jaz nisem pričakovala, da bo tak. Tako dobro. Lej, če imate denarja v pičko materno, pa komika za 200 € naročate, jaz ne vem, kaj te ste škrti, to sem si mislil. Napišel sem, lej, žal sem razočaral, lahko vrnem denarček. To ne rečeš. Bil sem prizadet čustveno, veš. Ja. Sem že imel... Raj imaš 200 € in žalost. Ja, in sem vrnil in pazi, tipica mi je 100 € nazaj poslala. Reka, to je pa pošteno. Smete, kaj si shodila handlat, pizda, ali kaj? To je pa tako disrespektful, da daš nekomu 100 € da tam to nekaj. Ja, v bistvu je bilo še bolj, ne. A veš, če nisi zadovoljen, zaver, pa več imej ta fucking cash, jebote bok, ne. Mislim, to sploh je sploh... In kaj, noben se ni smejal, kaj vsi so bili, kaj je bilo tako grozno? Veš, kak je bilo v resnici, ne? Jaz ne rekel, naj mi zbere ljudi, torej naredi neko prezentacijo z neke slike iz otroštva, Ja, da veš, kdo so. Ti se boš kaj malo so. šalil, verjetno na Samo da telefon. fokus dobiš, a veš. Če oni jejo, pa to je hujš. Ja. V bistvu se še kar menijo, ne? Isto, ko sem prej razlagal. Če pa ti mal fokus, mal prite sem, ne? En drug, en njihov domači jih povabi, pa gledajo, ne? In pol, ko ti sam da mikrofon, je ful lažje, ne? In nekak je šlo, pa se je nekaj zalomilo, nekdo mi je začel govoriti, točno, zdaj se tudi te privatke so tako, da že pozabljaš, ne. Nekdo je začel nekaj govoriti in se zapletel z njim, ampak tako prijateljsko, ampak tam je energija padla in potem sem začel to nesrečo govoriti in pol je
Veš, še oni, ko so se smejali, so bili tak, doben drug se nas smejte, se pa jaz tudi ne bom, ne, veš, this is rabies, jel? In je šlo narobe. Srednji nagon. Imam še eno, če vas zanima, še eno privatko, sem tista še bolj ekstremna. Sem na hitre. Metlika, full vožnje. Ja, vem, kje je Metlika. To je nekje pri Novem mestu dol, ne? Ja. Ok. Kaj? Kaj se ga tako pogleda? Moj kolega je bil z Metlike, Matej. Ki se kliče Matej, zakaj sem tako pogledal, ne? Kaj sem kaj rekel? Okay. V glavnem Metlika. Tam sta me pa dve videli, ena v neki dol na Dolenskem, ko sem nastopil, sem poznal že kje, druga na Panču v Ljubljani. In obe sta bili, dajmo njega, on je nek mlajši komik, malo bolj poceni. Super, dajmo njega, vredno. Ti si kaj oni price point komik. Ja. Jaz sprejem sebe sotne. In res se furam. In tako, veš, neka žurka, tako tule, nek skupni prostor ima tam javno, ne vem kaj, in lahko najameš. Prijem not, ok, sem tam, me pripravljajo, pa jaz tako, rabiš kaj, nič, ok, čez 5 minut začnemo, pa tudi to rečem, daj me saj napovejte, ker drugače, če me, veš, če si toš, oni, le toš, ja, ne, če si kjer en, v bistvu gleda, en kelner se je napil. Ta je naš. Ja, pa je Kelner se je napil. Ne, res, če si malo lepše oblečen, predstavljaj si, ne, zgleda kot da je kelner, ne. A zdaj prije sladica. Ja, sladica. No, danes imamo tukaj purančka. Točno tako zgleda, ne. In mi da sam mikrofon, ni me napovedala, ne. Da mi mikrofon in zgleda mikrofon kot likalnik za las. Okay. Sveti se, rdeče, zvočnik na tleh neki splaže, ploščice, vse to se odbija. Ne? In jaz se 5 minut že govorim, pa sem tek, a me zdaj bolj čujete? Ja, zdaj pa gre. Pizda. Ok, začnem govoriti, pa se začnejo, tako malo že začnejo trzati. Sem že videl, ok, imam jih. Začnem eno zgodbo, imam iz Guče, ko smo šli. Največji festival srpske etno muzike, če to ne pozna, glavnem Rakija in Truvači, to je glavno. Ne? In v tistem čez vrata preleti en zapit model s slovskim klobukom pa s trubento, pa začneš pilati vse najboljše za te. Veš ono, ko preglasi vse, ne moreš niti razmišljati več. Kaj še le, da ga me zdaj zmoto, jel? In veš, oni ga gledajo, jaz sem bil tako, kaj je to kakva fora? Kaj? Pač au. Ja, in pol je neho in je prinesel nekaj prozornega, jaz tako Rakija je bilo, ne? In jaz sem mislil, stari je čul zgodbo o Raki, pa in trubento pa je odreagiral, ker je pač nežgan. In sem ga hotel zafukati, pa sem mu pač mikrofon dal, sem rekel, gospod, ste bili kdaj v Guči? Pa samo, ko sem ga videl, da bil tako, ko je že tam, veš, ustna kap, vse narobe. In ok, nekot se on poslovi, gre ven, jaz spet nazaj, govorim neki, spet me samo malo te gleda in stari z druge strani noter preleti, pa še enkrat. To je bilo ško na Oskarih, ko imajo orkester, to je bilo znak zate, pej dol z odra. Ja. Začela glasba. Ja. Drugače, vse je bilo fajn, pa ok, smo šli, one so se mi pol nekaj upravičale, pa sem bil te, gledaj, to je privatke, so pač te, vsake tok boš naletel na Samo, neki... ni zanimivo, ko je še kakšno privatno žurko, se mi zdi, kot da je to fulko neka zasebna stvar, ker ni tako, malo imaš tako občutek, da si v neki... Ja, ti Da prideš v neko moraš to med kar... Veš, in nobenega ne poznaš tam. Jaz kaj sem se naučil čez leta je, da moraš biti, tako veš ono, kot da vse smo kolegi, pa bori me kurac, če vi mislite, da nismo. Pol te sprejmejo v bistvu. Vsaj mene, ne. Veš, nekdo, ko je ful bolj mal mili, pa to ne more tega špilati, ko mogoče... Se ne moreš biti komik, če si tako mil. Ja. Mislim, Rok Škeleb je tak, ne. On je pač res tak nežen človek, pa mislim tega slabo, ampak on ni zdaj, da bo se prišpal, kaj je znala, se zdaj napil. On ne bo tega nikoli naredil, niti mu ne paše na imič. Na značaje, ja. Jaz sem se to naučil, da če priješ, kot da si mal fuken, ne, te vsaj začnejo poslušati, veš, kaj mislim, ne. In polo tam gre laže. To sem se naučil za privatke, da nekako moraš predreti, tako se rekel, v njihovo dnevno sobo. Vsaj placi nareči, ne drugi. Kako si ti pač ne dovoliš, da se te to dotakne bolj, kot se te more? Zdaj sem se glih z Brigantom, smo bila na pijači, njegova punca je bila tudi zraven, pa je rekla, kot komik moraš imeti ful trdo kožo. Pa sem rekel, ne, v bistvu ne. Vztrajnost je bolj važna.
Jaz nisem imel debele kože. Na to, da te 40 ljudi te gleda, pa se tega nisi smešen. Jaz se spomnim, mene 2 dni, 3 dni brez energije, tega, da bi imel mačka. Tako je bilo veš pravno. Ja, vse te izsesa to. Ja. Ni tako, da te. Zdaj, da je slab nastop, odtreseš pol, dobiš trdo kožo, to hočem reči. Ne? Jaz se spomnim, ko smo imeli mi te live podcaste, ne? Jaz tudi sem bil ful živčen, kako bo. Jaz prvega mi je bilo grozno, drugega sem bil pa ono, ok, dobro pač. Ja. Okay, ne. Sej, tudi kilometri ti te pomagajo. Ne, kilometri, pa tako se je rekel, ker prvič si tek, niti ne vem, kaj ne pričakujem, ne, ker nisem nikoli imel svojega telesa, možganov v tej situaciji, pa je lažje. Ne. Tek, da, ampak to je smisel, da point life, da se spraviš situacijo, ko ti je nelagodno, ne? Je pol ti je lažje, ne, vse to je. Ampak kolikokrat se spravi tu nelagodno situacijo? Pač tukaj, da te potrebeš. Ja, mislim, moraš se vsaj enkrat nekaj naučiti iz teh nelagodnih, da ti je čim manj nelagodno. Ja, mislim, point life je, da sem s čim več fajn. Sam, če greš izven situacije, ki si novajen, se nimaš fajn. Ne moreš reči, takrat je stres, takrat je... Ja, mogoče v tistem momentu si nimaš fajn, ampak pol si imaš. Hočem povedati, da če imaš tih preveč, veš, da se preveč ženeš. Ne? To se ne zdelo, ko sem bil mlajši, ko sem mislil, ok, zdaj moram pa nadoknaditi, ker sem že tok pa tok star. Potem sem se pa tok negativnih, mislim, težkih situacij spravil, da potem bil jaz v bistvu brez energije. Pa več težkih kot dobrih. In pol si... Ja, in te ubije, ne? In se ne naučiš tu, ko bi se lahko, če bi malo prespal, malo si dal placa, malo si dal... Pač bil sem tele, ne? Kaj še kaj delaš, ki praviš, treba uživati v lifeu, se imeti lepo? Pa, zdaj sem bil, drugače delam na radio, ne? To je... Kje na radio? City. Radio City. City, popoldanski termin je moj. Radio City, kaj to je mariborski radio. Aha. Ja. Mi imamo 3 antene samo, ne. Dosežemo torej Ljubljano, oziroma ta štajerska avtocesta nam je najbolj zanimiva, ker se Mariborčani pač furajo na delo. Itak je non-stop gužva tam. Ja, in poslušaš nekaj, ne. Ali podcaste, ali YouTube, ali pač, ne, ali Spotify. Pomamo eno med Celjem in Velenjem, ena pa na Mariborskem Pohorju in doseže Graz, ne. Tako da to je to, nijamo, prek Murju nas ne čuješ, v Konicah nas ne čuješ, pa je to vmes med Celjem in ne. Ampak signal ne pride, jebi ga. Delamo lokalno radio, ne. To je to. Lokalne novice so najbolj pomembne. Meni je tudi to najboljše. Sem si predstavljal, da bi bil na vse slovenskem radiju. Slovenija je mala država. Kaj šele, da si ti na nekem nemškem radiju, ne vem kaj, ameriškem. Meni je ful bolj zanimivo, da lahko grem po mestu, pa vim tam neki lepa bajta, pičko mater, sred mesta. Zakaj tu fasada dol pada pizda? Ne? A to rečeš na radio? To je bila ena res taka zgodba, ko je res ena lepa bajta in je neki slamnati lastniki, ne vem kaj. In to sem šel malo raziskovati, oziroma ne raziskovati, ljudi spraševati na ulici. Preiskovalni novinar, skoraj da postajaš. Ja, tega si ne bi rekel. To, da greš anketo delati, to ni preiskovalno, da se tam nekaj lažeš, da si nek malar, pa da bi to zmalo in pol dobiš neko informacijo, pa jo daš naprej. Naprimer, ne. To so spoštovanja vredni ljudi, no. Ne bi se tja dal niti slučajno. Ampak ja, šel sem neke ankete delati, pa to, pa pol ti folk svašta pove. Ne. Pol je bil en stari tam, ko je začel govoriti Nemče, je to res, da se tam rodil noter v tej bajti, ne veš. Pač, kakve možnosti so, da enega srečeš, ko se je rodil v tej bajti, v katerega sprašuješ, ne. To stik z mestom je meni neka ful dobrega, oziroma z lokalnim okoljem. Ne. Tako da, ja, iz tega vidika mi je ful fajn, da delam na lokalnem radiju in da, veš, da ni to neki tam v zraku v Frankfurtu ali nekje. Okay. Ja, da imaš občutek tega communityja, kateremu govoriš, ne? Ja. In tudi hitreje to prije do tebe, pol nazaj, ne? Folk te ostaje na ulici, pa ti reče, tvoj glas poznam, ne? In kako te ostavijo na ulici, če te ne vidim, te čuje? Mislim... Postaja na ulici, če te v gostilni čuje, naprimer, ne? To se je že zgodilo. Pač glas prepoznajo, ljudje. Ti imaš tak radijski glas? Ja, oblikuješ si ga, ne? Ja. Nisem tako govoril, prvi vstop je bil grozen, ne, pa to. Ok, imaš neke naravne predispozicije, to je pač kakje mišice, imaš nekak se glasilke postaviti, tak glas biš imel, to je barva, ne? Sam pol govoriti, pa to pa prije čez leta, ne? Ja. Tako vsaka stvar, tako Vse se naučiš, več ko govoriš, boljše govoriš. In se mi zdi, da dosti krat, če ne znaš govoriti, te dosti stane. V življenju. Moraš si znati vzeti stvari, ne? In z vokalom, z glasom, z besedami si jih lahko vzameš, ne? Veš, ta lepa metafora ti je Slovenija, Portugalska. Vse so prav naredili naši. Pač Kristijano se je joko, stari.
Pa še penal so jim dali, pa ga je branil Oblak. Na kolenih so jih imeli. In pol dobi Šeško priložnost. Ja. Pa bi lašel mimo njega, pa v prazno mrežo žogo dal, sam si ni znal vzeti. Je vidite, kaj psihološko to zahtevno. Ne? On bi tako zaključil na treningu od 100. 99. Ja, 100%. Vem, kaj narediti, sam pritisk in delo in cel turnir je zahteven in štadion si moraš pa znati vzeti. 75 kaže tako verjetno, z druge strani, ne? Vzeti si, moraš znati, tako si rekel. Ne? Ja. Z besedami pa, ja, če si spreten. Kaj misliš, da je na zadnjem v lifeu, kar ste se videli tako vzeli? Zdaj, na zadnje. Za tebe. Ja. Okay. Ne tako, da rečeš, hočem, to bo moje, ja. Veš kaj je po moje bilo? Na tem roastu je bilo kao planirano, ker je bil tak XU roast pa to, ne? Je bilo planirano, da jaz bil predzadnji, pred tistim, ki smo ga roastali, Peđo Bajević. In po smo nekaj spremenili, pa bi jaz bil v bistvu drugi. Za mano bi bil ta en René, na katerega sem jaz imel par šal ful dobrih, ampak on je 60-letni gej, ekstravagantno vedno oblečen na odru in če ga ljudje ne vidijo, pa mu jaz neke stvari govorim, si ga ne znajo predstavljati. Ne? In pol je tek Perica rekel, boš ti drugi, pa jaz tek, kaj če jaz bil tretji za René, pa je bil tako res, ziher, pa jaz, ja, mislim, ful je, pač upal sem si reči, veš kaj, tole bo res ful boljše, ne? Za mene. Ne? Jaz sem bolj zmagal v tistem trenutku, ne? Ker sem ga opisoval, pa nekaj, kaj smo skupaj delali, pa to. Ampak če ga oni ne bi videli prej, ne bi bilo to, pa doživeli, ne bi teg bilo, pa sem si rekel, velikrat sem bil v takih trenutkih tiho, ne? Si tako, starejši komik, on ti je zrihto veliko, komplicira, ker boš imel pač manj od njega, sam sem si rekel, jaz bi bil tretji, veš, to. Ja, ma je to, stari, in pol še deliveraš, ja. Toliko boljše, rečeš, to je to in je. Ja. To je... Moraš si znati zedno, oziroma... Ja, to je lep tak na svet za life. Ja. Časih, ja, vedno si v to precepu, a bi rekel, ker da se mi bo maščevalo, ne. Veš, bi se mi maščevalo, da ne bi bilo tako smešno, ne, ker govoril sem tem, da je on gej, ne. Bi publika tudi... Bila malo, Ja, veš, bi full backfire in po bi on si mislil, kaj on zagovoril, da bi on bil tretji pizda. Full bilo bolj, da bi bil drugi. V tistem, ko si na oni vagi, si misliš, pizda bi rekel, ne vem. Po sem pa rekel, pa... Ko čutiš? Ja, ali gut feeling, ali je intuicija. Le, če pristno čutiš, pač se mi zdi prav, da vedno poveš. Ja. Tudi, če misliš, da te pa kaj zajebalo, povej, rajši da odven. Ja, sam je bilo pa najbroj situacij, ko sem pa nekaj rekel, pa je pa ni bilo v redu na srednji rok, bi rekel. Veš, kaj mislim? Včasih si pa neki pameten, pa hočeš neki, pa... Ma ne to, da res čutiš pristno čustvo, da moram to zdaj deliti. Sam to je tudi občutek, ko se ga učiš, ko moraš biti v tej situaciji, tako si prej rekel, moraš biti 10krat, da 11tič mogoče malo razumeš, 100tič pa pol že veš, kaj delaš. Ne? Dan smo v Kopru. Ja, ne, bil si v Kopru v soboto. Bil sem v Kopru v soboto, hvala, da ste prišli. Ja, pol sem panče 25. 28. Velenje, tudi XU, ta situacija. Pol grem na dopust, v Mariboru delamo en dobrodelen za upornika, za eno ful dobro društvo, Bergan, Tanja Kocman, ta René, Volker, pa Klemen Buča nastopa, tak en velik dogodek smo si šli narediti. Vse gre valjda za one, za to društvo upornikov, skrbi za starejše, socialno ogrožene. Ko pa prijem nazaj, Celje, delamo en večji event 14.9. Pol se pa ne spomnim več naprej. Okay. Pridite pogled. Ne te pa followaj na Instagramu, ne? Ja, tam vse. Tam imaš vse. Zdaj pa gremo kam, Jure? Zdaj gremo na Matejev najljubši del in to so vprašanja. Začeli ste podcast podali na Instagram vprašanja, danes kaj vpraša Sten, danes so nas vprašali. To vsi komiki obožujejo. Zalči 883, povem vic. Imaš kaj na lagarju? Ful jih nimaš, pol ne, prej sem jih imel več kot mislim. On je dober, mislim dober, komu, ampak. Gre ta dva pingvina po puščavi in en reče drugemu, pizda kakva poledica, vlada so tako posipali. Ali pa veš kaj, rdeče pa je na P.
Paradajz. Veš kaj, rdeče pa je na š. Še en paradajz. Veš kaj, rdeče pa je na n. Ne boš verjel še en paradajz. Češka, vem. Take so mi najbolj všeč. Dobra. Ona, s pingvinom ti loš, ne? Jaz sem nisem štekal. Ja, ker je In ful peska. peska, ne? Poledice, ko je poledica, da posuješ pesek. Veš kaj je, Ne, poveš enkrat, malo sem čisto, po puščavi hodi, da torej ful peska je. Dva Ker pingvina. sta navajena, da je pesek samo takrat, ko Ja, plužijo. okay. A veš kaj, to sicer veliko ljudi pozna, kaj je poredno pa, ne, kaj je v kotu pa je vijolično. Poredna sliva. Take vice imam, vse ne. Vic moher. Vinko Šimek, FTV. V glavnem, naš prijatelj vegan Nik Ranjec je vprašal, kako bi naučil ChatGPT, da bo smešen. Jaz sem proval večkrat in ne zna biti smešen. Ja, ne razume. Imate nekaj skupnega. On razume, ker on gre brat vse vice na netu in razume kadenco. On razume, gre ta dva pingvina v Boščavi in pol en reče drugemu, do to, če pride, pa kar neki zmuti, pa reče, It's avto funny. rdeč. It's funny because there's no sand. There's no sand. In Ja, nekaj. Ali ti hoče ful preveč razložiti, ali pa je nesmiselno. Ne? Da ti razložiti vic, po mojem, ti zna. Da ti razloži, zakaj je to smešno. To ti zna razložiti. Misliš? Ironijo, po mojem, razume. Sej, kaj je smešno? Smešno je neka... Kaj je smešno? To so fulkrat že pogovarjali. Mislim, lahko je domiselnost, ne? Da je neki... Smešno je nepričakovan, po mojem, nek U-turn, veš, nek nepričakovan. Ja, lahko je samo domiselno, veš, lahko je samo tako, kako bi rekel, nisem nikoli pomislil. Ja, tudi to, ja. Tudi to te nasmeji, nasmejte po ritem, melodika, to tako tak, ampak to je v stand-upu, ne v vicu. Nasmejite, po moje, tudi, ja, presenečenje, to sem hotel reči. Ja. Nepričakovani. Ja. Ali pa nesporazumi. To je pa tudi neke take stvari, da je nek nesporazum ali nekaj takega, da je. No, tako Ne samo nek tako, mislim, da na novo prikazana resnica. Dobro, nič. Bi nas ti že kaj vprašal? Ja, Kak sta? pa dobro. Zdaj je malo manj vroče, bom rekel. Se privadu. Dobro. To je vedno vrede. V enem trenutku, ko nisem bil ok, sem začel govoriti, ko smo sprašvali, kak si, sem rekel, vedno boljš. Nisem pojel na katerem nivoju, gremo gor, ne. Dobro hodi na gor. Ja. Nič, preden zaključimo, bi dal še en velik shout-out El Toro Steakhousu, ki imajo najboljšo hrano, ki verjetno greste vi tudi to zdaj jest, ne Matej? Res je, tako je. No, naslednji je najboljši barber na obali, Barberi Jan, počekirajte ga, tako da tip je res faca, in še Anja Masaže, ki nas vedno zmasira. Prime v rokice, da šit. Hvala, ker ste bili z nami, dajte like, share in subscribe in se vidimo naslednji teden. Hvala lepa.